Spoštovani, ponovno lep pozdrav iz Štrasbura, tokrat že drugič v septembru. Prišla je jesen, na kar nas nenazadnje opozarja tudi narava. Štrasbur leži sredi vinogradnega območja in trgatev je v polnem teku, drevje je že dobilo lepo jesensko barvo, na nek način kar domače okolje. A domače okolje je bilo te dni videti klavrno. Ogromno dežja, poplave in plazovi so opravili svoje in o teh težavah smo po formalnih ali neformalnih poteh obvestili svoje kolege, javnosti in ustanove. Na potezi je slovenska vlada, ki mora evropskim ustanovam predstaviti situacijo za oceno škode, morda pa pride kaj pomoči za sanacijo razmer tudi iz Evrope. Zadev, ki jih obravnavamo tokrat, je precej in vsaka je po svoje zanimiva in relevantna, tako da se včasih kar težko odločim, kaj izbrati in predstaviti v tem poročilu. Skupna nit večine tem, ki jih predstavljam danes, je skrb za varnost evropskih državljanov. Prihajajoča jesen nas opozarja, da je čas, da poskrbimo denimo za ogrevanje, da okrepimo svoj imunski sistem in podobno. Včasih preprosto ne gre drugače in je potrebno pri okrevanju uporabiti tudi zdravila, ki pa lahko imajo tudi negativne stranske učinke. Zato je pomembno, da se pred njihovo uporabo dobro informiramo. In k večji informiranosti bolnikov bi naj prispevala tudi prenovljena zakonodaja, o kateri smo se poslanci seznanili v tem tednu. Za njo želimo vesti vsaki državi članici spletno stran, na kateri bi bolniki dobili več informacij in kjer bi lahko tudi enostavneje poročali o stranskih učinkih zdravil. Da bi zdravila res zdravila, je zelo pomembno, da vsi uporabniki zdravil redno in sproti poročamo o stranskih posledicah, kar lahko olajša delo raziskovalcem in strokovnjakom v farmacevtski industriji. Poslanci smo dali svoje predloge, kako najbolje urediti to področje, zdaj pa se mora o njih izreči še svet ministrov, ki v boljšemu zdravju pa naj bi prispevala tudi dopolnjena pravila o prodaji in ravnanju s tako imenovanimi biocidnimi pripravki. Ti pripravki zajemajo zelo raznovrstne izdelke, od sredstev za razkuževanje vode, sredstev za zatiranje škodljivcev, do sredstev, ki se uporabljajo za zaščito lesa v lesne predelovalni industriji. Naš cilj je omejiti uporabo in prodajo snovi, ki so obstojne, se kopičijo v telesu in so strupene, ter uvesti centraliziran evropski postopek, s katerim bi se odločalo o njihovem trgovanju v Evropski uniji. Jeseni postane aktualen problem ogrevanja. Evropska unija ima že nekaj slabih izkušenj, ko so države, ki nam dobavljajo energente, kot sta plin ali nafta, enostransko prekinile dobavo. Zaradi tega poslanci podpiramo nova pravila, ki bodo poskrbela za bolj povezano in usklajeno delovanje Evropske unije ob morebitnih krizah oskrbe s plinom. Poleg tega se z njimi uvajajo tudi preventivni ukrepi, kot so posodobitev in izboljšanje infrastrukture, ki bo zagotavljala, da bodo gospodinjstva dobila plin, tudi takrat, ko bo izjemno mrzlo ali bo povpraševanje po plinu zelo veliko. Nedavna finančna kriza je pokazala, da je treba izboljšati nadzor nad delovanjem bank in finančnih institucij. V tem tednu smo se tako seznanili z prvim predlogom, kako urediti to področje. Med drugim se načrtujejo novi nadzorni organi, ki bodo na skupnem evropskem trgu nadzorovali delo bank, finančnih trgov, zavarovalnic, pokojninskih skladov in finančnega sistema nasploh. Finančna in ekonomska kriza pa je pokazala še na to, da je treba poenostaviti pravila o uporabi evropskih sredstev, da bi jih lahko v prihodnosti čim hitreje in čim bolj ciljno uporabili v morebitnih kriznih trenutkih. Naj nadaljujem z varnostjo, ki je pomembna tudi v transportu. Letalski promet je med najvarnejšimi in z dodatnimi pravili želimo zagotoviti, da tako tudi ostane. Med drugim želimo povečati neodvisnost preiskav letalskih nesreč. Ob vsaki nesreči je zelo pomembno pridobiti čim več in čim bolj točne informacije, kajti le tako je mogoče preprečiti podobne nesreče v prihodnosti. Zato so spremenjena pravila izrecno zagotavljajo neodvisnost preiskav letalskih nesreč. Z informacijami, ki jih dobimo prek interneta ali pa s spletnimi nakupi, lahko prihranimo tako pri času kot denarju. Toda zaradi tveganj, še posebej tistih, ki so povezana z plačili preko interneta, se marsikateri potencialni kupec za to ne odloči. Še posebej je varnost pomembna, ko se odločimo za nakupe pri ponudnikih izven domače države. Da bi okrepili zaupanje potrošnikov, smo poslanci podprli uvedbo tako imenovanega evropskega znaka zaupanja za spletne nakupe. Pri nakupu preko spletnih strani, ki bi imele takšen znak, bi potrošniki vedeli, da jih lahko zaupajo in da bodo sprejeli kakovostne izdelke. Razpravljali smo tudi o zaključkih sveta, ki je zasedal 16. septembra. ki se ozrl zlasti na odnose
Evropske unije s strateškimi partnerji in o ekonomskem upravljanju. O podrobnih in izidih tega srečanja nas je seznanil predsednik Evropskega sveta Belgijec Herman van Rompuy. Srečanje pa se ni moglo ogniti vprašanja Romov, ki bo v Evropski uniji očitno pogosto zaposlovalo politike v prihodnosti. Predvsej pozornosti smo namenili odnosom s Kitajsko, ki je izjemno pomembna svetovna gospodarska in politična sila. Z Lizbonsko pogodbo ima Evropska unija, pa tudi Evropski parlament, več pristojnosti na mednarodnem področju in poslanci smo se seznanili o tem, v kateri smeri in kako razvijati odnose z to velesilo. Področje, kjer se obe državi skupnosti trudita najti skupen jezik, je kar nekaj, kot denimo boj proti podnebnim spremembam, trgovinski odnosi do gibanj za človekove pravice in podobno. Parlament se denimo zavzema za prepoved uvoza kitajskih izdelkov, ki izdelujejo kitajski zaporniki v kitajskih delovnih taboriščih, kar so sicer ZDA že uveljavile. Razprava je bila zanimiva in tudi pomembna, saj se bodo predstavniki Evropske unije in Kitajske v bližnji prihodnosti večkrat srečali v okviru raznih mednarodnih pogajanj, na primer o podnebnih spremembah, ali na dvostranskih srečanjih. V začetku oktobra se bodo denimo v Bruslju srečali najvišji predstavniki Kitajske in Evropske unije. Kakor veste, sem tudi sam član delegacije Evropske unije za Kitajsko. Danes smo nadaljevali tudi z delom odbora SURE, to je poseben odbor za izzive politik in proračun za trajnostni razvoj Evropske unije po letu 2013, ki pripravlja finančno razvojno strategijo in sodeč po razpravah, v kateri vam bom še podrobno poročal, bodo prihodnja leta prelomna na področju finančnega in gospodarskega upravljanja Evropske unije. Sicer je pa zadnji dan plenarnega zasedanja zaznamovan z generalno stavko javnega prevoza tukaj v Strasbourgu, tako da ima veliko kolegov težave s prevozom domov. V tem tednu smo imeli kar nekaj obiskov iz Slovenije, velik odmev so doživele čipkarice iz Žirov, posebej pa sem bil vesel obiska dijakov in dijakinj Kranjske gimnazije. Tako, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam iz Strasbourga.